vprašanje odpuščanja je povezano s krivico. Tam, kaj je krivica, kaj je huda krivica, kaj je huda prizadetost, tam je potreba po odpuščanju. Tam, kaj je manjša krivica, recimo v družinah, starši do otrok, otroci do staršev, tam je veliko odpuščanja. Ampak to je tako odpuščanje, bi se rekel, z malim o, zato ker je tudi krivica manjša. Zakaj je krivica manjša? Ja, zato, ker drugega nekako doživljamo kot dobronamernega. Ker smo veliko skupaj, se pogledamo v oči, se objamemo in vidimo, saj ni bilo tako hudo. Tudi če kaj ne doživimo kot hudo, se s časom pokaže, da mogoče je bila naša reakcija pretirana, mogoče ta naš žena, mož, otrok, ni tako mislil, marsikaj se pokaže, marsikaj iz tega ozadja, zakaj je človek to naredil, zakaj je mene to zabolelo v tistem trenutku. In tam, ker so odnosi dosti iskreni, odprti, je tako odpuščanje pravzaprav zelo naravno. Ni treba ne vem kako brskati po tej krivici, da bi kar spontano odpustili. In dejansko se je pokazalo, tako kot ljudi sprašujejo, kakšni raziskovalci, psihologi, da je veliko odpuščanja takega, manjšega, drobnega. Če hočemo skupaj živeti, moramo biti pravzaprav zelo fleksibilni, vprašati človeka, če te prizadel, zakaj si to naredil, kaj je bilo, kaj te je toliko zmotilo, in skozi en pogovor pravzaprav pride, kot smo rekli, v pogled v to, da ni bilo zelo namerno, včasih sploh ni bilo namerno, je bilo čisto nehote, nekdo je pustil na vrata odprta, čeprav smo mu 10-krat rekli, da jih zapre, pa smo se potem zaleteli z avtom v tista vrata, kakorkoli, pa smo še tako lahko jezni, še tako zamerimo, ampak s časom se bo pokazalo, da pravzaprav, mogoče je ta človek tako malo raztresen. Je to njegova omejitev, njegova meja. Mogoče ni tako narejen kot mi, drugače vidi stvari. In tisto, kar nas zelo moti, dostikrat v zakonih, ali pa zakaj ta pušča vedno svoje umazane cunje v tem kotu, zakaj ni to, tiste take, rekel, drobne stvari, ki včasih grejo lahko zelo globoko, v eno zelo globoko nesprejemanje drugega, se s časom pravzaprav zgledijo. Tako da to bi bilo še en lep uvod v to, kaj je odpuščanje. Pravzaprav ugotavljajo, da je odpuščanja veliko, takega drobnega odpuščanja, ki ga prinese že samo sodelovanje. Če delamo skupaj, pač moramo majčkeno potrpeti in potem se izkaže, da so tiste naše globoke zamere pravzaprav večkrat naše, torej izvirajo iz ene naše ranjenosti, iz ene naše šibkosti in nimajo prav veliko opravka s tem, da je slučajno kdo nam stopil na en žulj ali pa slučajno spodbudil to ranjenost. Drugo je pa seveda tam, kjer je pa nekdo povzročil to ranjenost. To je pa čisto drugo. To je pa čisto drugo vprašanje. To je pa vprašanje takih hudih krivic, neodpustljivih krivic, kot rečemo, neodpustljivih, takih, ki se ne bi smele nikoli zgoditi. Zlorabe, izkoriščanja, včasih prav namerno, kriminal, goljufija, laž, hudobija. In tam se podpre to veliko vprašanje, tega velikega odpuščanja, kako bomo pa s tem živeli. In ena taka, se pravi, ta povezanost krivice, globoke krivice in odpuščanja se je najprej pokazala. Odpuščanje je potrebno tam, kjer je ta krivica to globoka. A to, mislim, da se razumemo, če ne pa me prekinite, pa nekaj popravite ali pa vprašajte, tako da ne bomo skrbel prazen govoril. To razumemo, krivica, nekdo ti nekaj, si mu posodil denar, ga ni vrnil, sploh se ni oglasil več. Sploh se ne odzove več, te ne pozna več. Nekdo ti je nekaj obljubil, da pride to narediti, bo to popravil, vzel denar, ga ni bilo več. In ti še dolg časa s tem občutkom živiš, kako je to mogoče. Da ne govorim še o kakšnih hujših krivicah. In tako se je pokazalo, da pravzaprav tam predlagati nekomu odpuščanje, ki živi v eni taki krivici, ki še se počuti kot ena žrtev, nemočen včasih, prizadet, jezen lahko,
Da takmu človeku svetovati odpuščanje pravzaprav ni mogoče. Ni naravno. Ne? Da bi se ta človek zdaj prisilil, iz te jeze se prisilil, ali pa iz te prizadetosti rekel, no, bom pa odpustil, dokazal se, da ne gre. Dokler si jezen, ne moreš odpustiti. Moš najprej to jezo, samo videli, moš šli po celi poti. To je ena dolga pot, ki nas pele pravzaprav iz te velike krivice do enega velikega odpuščanja. Smo rekli, rabimo veliko odpuščanje. Tako da, bi rekel, to je, če hočemo tako se odpuščanju približati, rečemo malo z te psihološke ali pa čustvene plati, moramo najprej razumeti krivico. Zgodi se krivica. Vseh imamo tudi v Svetem pismu. Nekdo ima dolg, gospodar ga odpusti, pride njegov prijatelj, pravi, čak, ti si pa meni dolžen, dajte ga v zapor. Se pravi, nekdo, ki mu je ravno kar bila odpuščena krivica, ravno kar je doživel, kaj pomeni biti v dolgu, kaj pomeni biti v tisti stiski, pa mu je nekdo to stisko rešil, on je pa ne bi drugmo rešil. Tukaj vidimo, kako je ta krivica, ki ima občutek, da mu ta človek je dolžen denar, mu ni hotel odpustiti. Zdaj čutno, tako da je to čisto aktualno, oziroma tudi v Svetem pismu zelo nazorno pokazati, kaj se od nas pričakuje in da ne bi odpustili tistem tudi, ki so nam kaj dolžni, tudi, ki so nam kaj naredili kakšno krivico. Ampak hkrati v vsakdanjem življenju mi vidimo, da pravzaprav to ni tako enostavno. Ker odpustiti, če si jezen, če si prizadet, če se še bojiš tistega storilca, ki te ne vem kaj naredil, recimo zdaj, ko so te spopadi, vojne v Ukrajini, kako boš šel do odpuščanja, kako boš ti tistega človeka, ki ti je toliko škode naredil, toliko življenja vzel, kako boš ti to odpustil. A pa iz naše zgodovine, si imamo tudi mi eno dolgo dobo doživljanja krivic, ene take sistemske krivice, režimske krivice, kako iz tega vam priti. Ker krivica se pa še kar z dneva v dan je dogajala v tistih časih. Vse te spominjane krivico, si videl to, si videl laž, si videl rdečo zvezdo, vse te motla lahko. Se pravi, kako takrat razumeti to povabilo kot odpuščanje. No in pokazalo se je, da dokler si tako, rekel, ali se bojiš storilca, se bojiš tega režima, če je to neka neosebna krivica, da ti je naredila neka organizacija, ali država, ali sistem, ali stranka, partija, kdorkoli. Dokler si v tej jezi, zagrenjenosti, v bistvu ni naravno. Ni naravno in ni tudi smiselno, da človeka, ki še vedno se počuti, da je žrtev, še vedno se mu godi krivica, en sosed mu je najprej pol gozda podaril, potem mu je še ta drugo polovico in zdaj bo rekli mi, zdaj se pa podej na pot odpuščanja, pa še cesto mu bo naredil čez njimo. Se pravi, dokler se ti storilca bojiš in si v eni taki drži, ki se moraš vrvati, braniti, ne moraš odpustiti. To je pa naslednja ugotovitev. Se pravi, dokler krivice nisi ti na nek način premagal, videli, kaj to pomeni, kasneje. Dokler se ti storilca bojiš, ker ta storilci še vedno lahko kaj naredi, ni naravno odpustiti. Takrat moraš poskrbeti zase. To sicer Sveto pismo nima, so preskočili ta del. Ampak bomo videli zakaj, ker ta del kasneje postane zelo nepomemben. Ampak zdaj na začetku je pa zelo pomemben. Dokler krivica traja, dokler moraš ti sebe zaščititi, svoje otroke zaščititi, ne razmišljaj o odpuščanju, razmišljaj o svoji varnosti. Poskrb zase. Se razumemo, da je nenaravno. In prav, en teolog je to celo nekako preslikal v svetopisemske primere in rekel, pogledajte svetopisemske primere odpuščanja, a tam tisto odpusti. A je to en trpeča žrtev, en bogi človek, ki se boji vsega, ali je to gospodar? Pa je šel gledati te primere. Odpušča vedno gospodar. Se pravi, tiskaj gor, tiskaj močen, tiskaj suveren, tiskaj svoboden, tiskaj se ne boji več, tis lahko odpusti. Gospodar odpusti služabniku, oče odpusti sinu. Mogoče je nekaj na tem. Je rekel, celo Jezus na križu ne reče, jaz odpusti, prav oče odpusti. Pa reče, mogoče je pa tudi to en vidik tega.
Ko si ti trpiš, tvoje odpuščanje ne bo pristno. A to se razumemo? Če mene en gnal, en sosed me gnal, jaz se ga bojim, pa rečem, jaz ti odpustim. Lahko je to samo način, kako se hočem jaz nekako moralno pokazati, da sem nad njim. Glej, kakšno krivico naredil, ampak jaz njemu odpustim. V bistvu sem pa poln jeze, pa še bojim se, da mi še kakšno škodo naredil. To nekako, vsaj psihologi tako pravijo, pa jaz mislim, da je veliko na tem, da to ne gre. Da to bi bilo ene vrste prehitro odpuščanje. Tako bi s tem rekel. Prehitro pomeni, jaz še nisem preko eni taki drži, ko lahko vidim, bom videl, to je zelo pomembna stvar, ko lahko vidim storilca kot šibkega. Pa si to predstavljamo? Dokler jaz vidim enega kriminalca, ki mi nekaj hoče, dokler jaz vidim Putina kot močnega človeka, ki bo ne vem kaj naredil, ne morem jaz njemu odpustiti. Ne bo naravno, ker jaz sem žrtev njegovo. Jaz sem v bistvu moram najprej zase poskrbeti. Če pa jaz njega vidim kot enega neboglenega človeka, ki samo grozi na vse strani, zato ker mu voda v grlu teče, ki nima nobenih prijateljev iskrenih, ki nima nobenega svojega življenja, ki ima poln enih, ne vem kakšnih stvari za sabo in na grbi in na vesti in ne ve več, kaj bi drugega naredil, kakor to, da vse svoje težave prelaga na druge, potem sem pa bližje temu. Pa to razumem, ker jaz vidim tistega človeka, ki se ga bojim, ne bo to sosed ali ne vem kdo, ki mi naredil tako krivico. Dokler ga vidim kot močnega, mu ne morem odpustiti. Ker ga vidim kot šibkega, kot otroka, kot ranjenega otroka, ki ne zna drugega, bo pa dosti lažje. Mislim, da je to zelo intuitivno, da razumemo, zakaj je to tako. No, zdaj smo že kar nekaj teh korakov pogledali. Se pravi, prvo je varnost. Ti, če se počutiš, da se ti je zgodila krivica, daj poskrb najprej zase, da se ne bo več, to ne pomeni, da se moraš ti izpostavljati krivici, nastavi še drugo lice. Ja, ampak premišljeno, potem, ko veš, zakaj ga. Dokler si žrtev, ti poskrb, da ne boš še enkrat dobil. Ker se bo krivica samo stopnjevala, sam še bolj boš zagrenjen. Tako da je čisto v redu, če poskrbiš zase. To ne pomeni, da se moraš maščevati, to ne pomeni, da moraš udariti nazaj, ne, to ne. Ampak preden nastaviš drugo lice, je še par korakov vmes. Dobro, zdaj pa kje so ti koraki? Eno smo rekli, varnost. Drugo smo rekli, nehati se moraš bati tega storilca. Tega, ki ti je naredil krivico, se moraš nehati bati. Videti ga moraš kaj? Kot šibkega, smo rekli. Kot nekoga, ki ne zna drugega, kot svoje lastne, smo rekli, rane, svoje lastno, občutek nevrednosti, manj vrednosti, ponižanja, osramočenosti, ne zna tem nič drugega narediti, kot da druge sramoti. Žali, ponižuje, si izmišljuje, jih blati v medijih, karkoli dela, pošilja vojsko na njih. Vse to nekako zgodovine vemo, da vsi ljudje, ki so veliko zla naredili človeštvu, pa so bili to diktatorji, kralji, ne vem kaj, pok se malo njihovo biografijo, njihovo življenje pogleda, se vidi, iz kakšnih razmer so prišli. To niso junaki, to niso neki taki suvereni ljudje, ki bi se znali povezati z drugimi, ki bi imeli neko vizijo, kako bodo naredili svet lepši, boljši. To so bili v glavnem pretepeni, prestrašeni fantki, ki so se, z nasiljem, pa z manipulacijo, pa s prevarami dokopali do oblasti. Zato, ker za njih je v bistvu življenje med ljudmi borba. To jih je naučil. Njihovo odraščanje jih je naučil, poglej, življenje je borba. Ali si spodi, ali si zgori, drugega ni. Sodelovanja ni. Žal so potem s tem občutkom, da v odnosih moraš vedno tekmovati, v odnosih moraš vedno nekoga dol potisniti, zato da boš ti gor. In seveda, potem, če se tak človek dokople do ene klike, do enega orožja, do ene oblasti, do ene moči, bo velika katastrofa. Ker bo pritegnil vse prav tako ranjene fante, ker bodo ravno to, mi smo zdaj pa, zdaj bomo pa mi. In to, če pogledamo malo zgodovino, bomo videli sami taki primeri.
Ker so tako ranjene duše, če tako rečemo, tako ranjene duše, tako zmaličene duše, se dokopale do oblasti in potem seveda to svojo ranjenost vrgle med ljudi. Tako da to tle nam zgodovina malo pomaga. Ne samo psihologija, tudi zgodovina, da malo vidimo, da tisti, ki dela krivico, ni močen. Tisti, ki dela krivico, je šibek. Potem je pa še en korak. To je pa najbolj pomemben korak. Je pa, da se malo s sabo srečamo. Ker razmišljamo tako o krivicah, zelo pomaga, to je tudi zelo svetopisemsko, kako bomo pa videli, zelo pomaga, če se mi spomnimo časa, ko smo mi komu naredili krivico. Bratov, sestri, sodelavcev, ženi, možu. In se malo zamislimo, čakaj, kako pa je to bilo? Zakaj sem pa jaz njemu to rekel, to naredil? Zakaj sem se jaz tako grdo takrat zlagal? In gremo mečkano v ta svoj tedanji notranji svet. Koliko me je bilo strah? Koliko sem bil zagrenjen? Koliko sem se počutil nevrednega? Pa sem ga pa, pa sem pa gumo predrl, pa sem pa kamen v šipo vrgel. Koliko sem bil takrat mejhen, koliko sem bil takrat neboglen in edin, kar sem znal, je bilo to. Sem šel, pa sem naredil eno škodo nekomu. Sem mu skrivil brisalca, ne vem, kaj sem mu naredil. Ko se v tole poglobimo, kdaj sem pa jaz naredil krivico? Iz kakšnega vzdušja, iz kakšnega počutja sem jo pa naredil, bomo videli, da takrat smo bili izjemno šibki in nismo znali drugega kot to. Da to nismo naredili zato, ker bi imeli pred sabo 3 možnosti, ampak ker smo bili tako ali prestrašeni, ali zagrenjeni, tako ogroženi, da smo samo usekali nazaj, recimo. Ali pa usekali ne nazaj, kar naprej, da smo nekoga prizadeli. In takrat vidimo, da v bistvu storilc je šibek. Če se bomo tole svoje doživljanje, pa bi jaz vas povabil, da greste malo tako, mogoče samo zaprete oči, pa probate malo o tem razmisliti. Kadar jaz komu naredim krivico, pa sem jezen na njega, pa mu eno škodo naredim, ali pa sem mu že naredil škodo. Sem grdo o njem govoril, ali pa o njej. Kako sem se takrat počutil? A sem bil takrat tako, bi rekli, svobodnega sem se počutil, takega v dobri koži, ali sem se takrat počutil mejhnega, nezaželenega, nevrednega, ki si ga vsak lahko privošči, vsak mu lahko naredi mimogrede krivico, to je ta Tomaž, to je brez veze, on ne šteje, on itak neumen. In tako si se počutil. Kot ena mehna žrtev. In potem si vsekal. Potem se pa maščeval. Se lahko najdete kakšen tak primer? Ne mi, mi tega nismo delali. To so oni, ki jih ni tle v dvorani. Tisti imajo tega veliko v glavi. To je tako za hec, rečem. Hvala, ker ste pripravljeni mečkani tudi tole. To je najtežji del. To je najtežji del. To ni tisto samo kesanje, v redu mi je žal, pa sploh ne misliš tega, ali pa sploh ne čutiš tega. Sam pač rečeš, v redu, ni bilo prav, res ni bilo prav. Samo pač gume predrl, tega se ne dela, ampak vse si je zasluženo, pa dobro, v redu. To ni to, to moraš iti prav ta svoj občutje, zakaj sem jaz tako govoril, zakaj sem mu jaz to naredil. Zakaj sem ga tako užalil, zakaj sem mu okoli govoril, da je grd. In če vemo, da smo to govorili iz tega, ker smo se mi počutili zelo slabo in da nismo znali drugega, kolikor to, bi rekel, eno našo rano, en naš občutek nevrednosti, manj vrednosti, smo samo preložili na enega drugega. In z tega vidika, če smo pripravljeni res je tudi tole, jaz mislim, da v krščanstvu nam tega veliko manjka. Veliko. Mi se je samo tam na začetku maše, veste, ampak to je tako. Ker smo že ravno prišli, se še usedli, nismo dobri,
Malo se še štimamo, pa smo že rešeni, pa smo se že pokazali, že gremo naprej, že poslušamo Božjo besedo. Jaz bi to obrnil, jaz bi dal kesanje tam nekam pred darovanjem. To globoko, ne rečem tisto v redu, da grem k maši, da se pripravim, to je že v redu, ampak ta globoko spoznanje v lastni te manj vrednosti, ne da si res manj vredna, da si tako počutil in da si iz tega občutka, z te tukaj rečemo včasih neljubljenosti, ali pa tega, da ne pripadaš, ali pa da te nekaj en črv te tako držal, pa niti sam nisi vedel, koliko hudo je to, ko smo odraščali, koliko smo naredili enih krivic. No, pa jaz to zase rečem. Upam, da niste. Koliko enih krivic in ko si tako lepo misliš, iz česa sem jih pa jaz delal, iz tega, ker sem se tako počutil nevreden. Sem se počutil toliko malo sem se cenil, toliko malo sem verjel v to, da vse ni treba ljudi užaliti, če te nekaj moti. Mogoče so oni še v slabši koži kot ti. Tega takrat nisi imel, tega kaj pa. Šel si in si mu nazaj povedal, kar mu gre. No in če smo pripravljeni, se mi zdi ta občutek te nevrednosti. Potem smo naredili že 3/4 poti k odpuščanju, boste videli. In se mi zdi, da bistveno premalo se o tem pogovarjamo v naši cerkvi. Pa smo. Ker to je nas pripeljalo, vse nas ni pripeljalo v vero tiste male stvari. Ampak te velike krivice, ta velik občutek ene nevrednosti, smo rekli, ali pa nezadovoljstva, frustracije, občutka, da nismo ljubljeni, da naše življenje ni vredno živeti, tako napolno. Iz tistega občutka naredimo največjo škodo. Zdaj, če smo pripravljeni to resno vzeti, da mi, ko smo tudi, se imamo tako zamoralne, smo pravzaprav tudi se znašli včasih v vlogi enega krivičneža, enega človeka, ki je naredil škodo drugim ljudem, in smo to naredili z enega takega, smo rekli, občutka nevrednosti, potem bomo razumeli storilce. Bomo razumeli krivičneže vseh časov, vseh dob, vseh krajev. Bomo razumeli, da vsi, ki delajo krivico, jo delajo zato, ker so šibki. Jo delajo zato, ker ne znajo drugače, tako kot mi nismo znali. Jo delajo zato, ker se počutijo neljubljene, manj vredne, nevredne, in iz tega pol hočejo drugim povzročati bolečino. Iz lastne bolečine drugim povzročati bolečino. In če jih vidimo tako, se pravi, ne kot ene močne, suverene, enega vladarja, enega diktatorja, vidimo enega mehkega fanta, ki je bil skozi stepen, ki sem mu skozi govoril, ti si butast, in se je povzpel samo tako, da se je boril, tepel, lagal, kradel, zmišljeval, danes je pa predsednik. Ampak so prečne tak primer. Ampak tako je. Ni drugače. Zgodovina se še ni zmotila. Kdo povzroča take stvari. Zdaj, če smo to pripravljeni videti, bomo se pravi sebe spoznati v tem, rabimo še ta zadnji korak, še en mečken tak, bi rekel, napor, da pridemo do tega odpuščanja, in to je, če se spomnimo, kako bi bilo takrat, kada smo naredili eno tako škodo drugim ljudem, kako bi bilo, če bi ti ljudje nam odpustili. In bi rekli, glej, Tomaž, vse si naredil tako neumnost, tako škodo si naredil, ampak vem, iz česa si naredil. Toliko si se počutil, da nisi zaželen, da nisi lep, da nisi močen, da nisi sposoben, toliko si se počutil mehkega pa nevrednega, da šel tole narediti. V redu je, glej. V redu si. Samo da veš, da si v redu. Tudi če si to naredil. A čutite, kako bi bilo to lepo? Kako bi bilo to lepo? Mogoče se nam je kaj takega zgodilo. Da nam je nekdo eno tako stvar odpustil, ali pa rekel, v redu je. Mogoče ni uporabil te besede. Jaz sem enkrat en župnik pelil, pa ne bom zdaj nič ne govoril, ampak vsi smo v hribe, pa smo se zgubili po lastni krivdi, nič ni rekel nobenemu. Jaz nisem mogel verjeti, pa sem bil že 17 let star, nisem mogel verjeti, da je sploh to možno, da ti kdo reče, v redu je. Pa sem pričakoval, zdaj pa bo, zdaj ste pa vi videli, kaj je tole. Pa ni bilo nič.
Leta in leta, 30 let ni Ben povedal, pa smo se že hecali z tega, ker nas je enkrat povabil na predavanje, pa sem bil v Sevnico, pa sem jaz to povedal, pa smo se pa smejali, pa naša mama je rekla, ja, je rekel, nič hudega, nič niste hudega hoteli, gremo naprej, Benu ne bomo povedali, gremo. Ne bomo nič obračunavali, pa zdaj ga je kriv, pa ni kriv, pa tako. Mislim, je to tako, tudi še zdaj, jaz ne morem tega verjeti. Čeprav eni pravi, ja, mogoče se je tudi on bal zato, ker je bil odgovoren za vas, pa je tudi njemu koristilo, da ni povedal. Pa ne verjamem. Mogoče, da je bilo tudi to zraven, pa sem mislil, da sem odgovoren, otroci so mi izgubili, boljše, da nič ne govorim okoli, ampak ni bilo sem to. Je bilo tudi to, da nam ni nič hudega hotel. Nič ni zameril. In to z mano živi že od takrat. Je tako nekaj lepega, se pravi, naredil si nekaj narobe in noben te ni za to klical na zagovor, noben te ni za to preganjal, en te je razumel, da nisi nič hudega hotel, v redu, pač ste šli po njih poti. Se zgodi, megla je bila, ne vem kaj, hoteli ste še ne vem kaj narediti. Se kaj preizkusite, zmorete to ali zmorete ono, to je normalno, vsi ste samo otroci. In koliko je to lepo? To doživeti. In probajte vi, tudi malo si tole zamisliti, učiti malo v to svoj svet, svoje življenje, pa se malo spomnite, a je bila kakšna taka stvar, kakšna krivica, ki ste jo naredili, pa ste čutili, da vas noben ni za to pestil, preganjal, krivil, tepel, kaznoval. Ne samo to, ampak da je celo razumel in je rekel, v redu je, nisi imel druge možnosti, v redu. Naslednjič bo boljš, se bo šel pravičil, gremo naprej. Doh kaj tacka poiščete. Ni tako enostavno, ne? Najprej moraš poiskati to, da si naredil krivico, že to ni tako enostavno, ne? Včasih se hecamo, veste, tako, če je kakšna taka publika, pa rečemo tako ljudem, no, dajte se spomniti, kdo vam je nazadnje, kje ste doživeli nazadnje krivico, ne? Pa kdo je doživel v zadnjem tednu krivico? Pol dvorane, 3/4 dvorane. Dobro, zdaj se pa spomnite, kdaj ste vi nazadnje naredili, v zadnjem tednu naredili kakšno krivico. Bene roke. Ker tisto, kar nas boli, tisti bolj vredni, tisti zapomnimo. Če pa druge boli, se ni bilo tako hudo, ne. Saj ga nisem zanalašal, saj ga ne more toliko boleti. Nas vedno bolj boli kot druge, tudi če ista stvar. Tako smo narejeni. Zato je tole res eno težko poglavljanje, to ni hec. Da se poglobiš v to, da si takrat, ko v bistvu premišljuješ o tej krivici, ki se ti je zgodila, ko tuhtaš in si jezen in si zagrenjen, te iz tega ne bo nič drugega potegnilo ven in to mislim, da je pa bistvo krščanstva, ali pa tudi mogoče še kakšne druge religije. Nič te ne bo iz tega ven potegnilo, kakor ta spomin na to, da si tudi ti to, mogoče ne isto stvar, ampak iz istega občutka si tudi ti kdaj kaj takega naredil. Tudi ti ne zmoreš vseh svojih ran nositi sam. In ta storilec, ki ti je to krivico naredil, tudi on pač tega ne more. On ima še hujše breme, mogoče. In naslednji korak smo rekli, da se iz tega spomina na to krivico spomniš, kako bi bilo, če bi ti bila odpuščena. Mogoče ti je bila, v resnici te je kdo rekel, v redu je. Pozab, razumem, kako si naredil. Ali pa da si samo zamišljamo, kako bi pa to bilo, če bi to krivico meni en rekel, v redu je. Točno vem, zakaj si naredil. Točno vem, da ti je žal zdaj. Točno vem, da si se tako počutil, tako nevrednega, tako obupanega. Toliko obupa je bilo v tebi. Razumem, se bo o tem menila, te bom prepričal, da ta obup ni zadnja beseda. In ti je odpuščeno, to, kar si naredil, je mimo. Se bomo nekaj naučili iz tega in gremo naprej. Gremo to popraviti in bomo raje se pogovarjali o tem vzdušju, kako da si ti se toliko slabo počutil, da si mislil, da je treba drugmu povzročiti rano, da je treba drugmu dati vedeti, koliko je za nič, koliko je nevreden. Koliko si se mogel ti takrat nevrednega počutiti. Neljubljenega, nezaželenega, grdega, mejhnega, debelega, karkoli.
No in iz tega, da smo pa že čist blizu. Iz tega občutka, da je bilo tebi odpuščeno, takrat, ko si bil, smo rekli, krivičnež. Si nisi zaslužil. Drugo je, da ti nekdo odpusti takrat, ko si zaslužil. Ko si se trudil pol, pa si, ne vem, si nekaj naredil eno škodo, pa si jo pol 10-krat popravil in ti rečejo, no, fajn, vidiš, kako si dober. To ni to. Ampak nekdo ti odpusti takrat, ko še nič nisi naredil. Ko si še čist, bomo rekli, na tleh. Kot sveti Pavel pravi, Jezus je prišel do nas, ko smo bili še grešniki. Ne pol, ko smo se že spreobrnili, pol, ko smo ga že srečali, pol, ko smo že zaživeli z njim to novo življenje. Ampak on je prišel do nas takrat, ko smo grešniki, ker takrat ga rabiš, ne rabiš ga pol. Pa dokler se ne počutiš grešnega, ga tudi ne rabiš. In to je ta globina tega razmišljanja, se mi zdi, o odpuščanju po krivici, se tukaj čisto stakne s tem, kar uči krščanska vera, se pravi, takrat iz te najhujše krivice, ki sem jo jaz povzročil drugim, je sam ta pot ven, da pride nekdo in ti odpusti. Če ne boš ven splezel z tega. Boš še kar naprej. Ali se boš skozi opravičeval, pa zmišljeval, ali boš še naprej delal krivice, ali se boš pa skozi počutil, da si žrtev, pa da ti drugi delajo krivico in boš zagrenjen, hodil po svetu in tako naprej. Se pravi, iz tega, rekel, začaranega kroga, ko se počutiš, ali smo rekli, da je ena žrtev, stalna žrtev, sam tebi se godi, sam trpiš, sam hudo je. Ali pa misliš, da ne rabiš nič tega, da pač ti si tak dober človek tebi. Noben ni naredil krivice, ti pa tudi noben mu ne. To tudi ne more se ti takrat. Ta globina se ti ne more odpreti. Imaš zaklenjena vrata. Sam ti takrat, ko pa prideš v tole zavest, kako je bilo narediti enemu drugemu krivico, z kakšnega občutja, kako bi bilo, če bi te nekdo takrat potolažil in rekel, v redu je, odpuščen ti je. Kako bi bilo iz tega, da je naslednji korak, zadnji korak, reči, seveda se jaz lahko tudi temu mojemu krivičnežu čist mirno odpustim, ker je to čist naravno. Pa čutite, da to ni več en napor, ko moram jaz na hitrco nekaj izsiliti sebe, ampak je to zelo naravno. Naravno je pa zato, ker smo prišli zelo globoko v svoj svet, tam srečali eno moč, ki ni človeška, eno moč, ki ti povrne občutek, v redu si, vrednosti, ljubljen si. In iz tistega občutka, smo rekli, da si močen, se ne bojiš več storilca, smo rekli, da ga vidiš kot šibkega in sam si doživel to, da si v redu, da je tvoje življenje vredno živeti, da se ti nima kaj zgoditi. Iz tega je pa odpuščanje dosti bolj naravno, ker se ne bojiš več. Nisi ti tist, ki daje odpuščanje, ti daješ samo nekaj, kar si dobil. Nisi več ti en vir tega. Če si ti še žrtev, te je strah in bi zdaj na silo nekaj iz sebe vlekel, ne boš. To je tako, da bi hotel, utapljaš se, pa boš, ne vem, temu na ladji odpustil, kad te je vrgel dol. Najprej se rešne, najprej spravi na obalo, pa boš pa razmislil, pa boš pa šele lahko. To ne gre. In to je tisto zanimiv. Dokler si tudi svetopisemsko, dokler si ti služabnik, ne bo šlo. Če se spomnijo tiste prilike, tiste znane, edine, take močne prilike, ki prav o tem govori, tem očetovem odpuščanju, prilika o izgubljenem sinu. Tam, dokler sin misli, da je služabnik, pride k očetu in reče, lej, nisem vreden, da bi bil tako kot tvoji služabniki. Se pravi, tam se ne doživlja kot sina, tam se doživlja še manj kot služabnika. In tam ga mora oče najprej dvigati, reče, ne, če bi se ti ves čas ob meni počutil kot sin, ti sploh ne bi bilo treba nikamor iti. In to reče pa tudi starejšemu bratu, reče, ti si skozi pri meni, kar je moje, tvoje, ti nisi služabnik.
Čeprav ta sin je mislil, da je služabnik, ker je rekel, skozi delam, nič nisem dobil. Kdaj si pa ti kozlička zame zaklal? Tale pride ta zguba, pride in on pa vse dobi. Se pravi, v njem se je tudi tale črv v glasu. Črv, zavisti, manj vrednosti. In oče reče, ne rabiš tega, ni treba, skozi si pri njem. In iz tega občutka, da ti oče odpusti, takrat, ko si naredil narobe, ko si vse zapravil, takrat postaneš sin, ta prav sin, takrat se rehabilitiraš. In iz tega potem ni težko drugim sinovom odpustiti, ali pa imeti vse sinove za brate, videti tudi njihovo ranjenost. Takrat pa čisto drugače pogledaš na druge edine. No in to bi bila ena taka, rečemo, pot odpuščanja, ko sem hotel danes malo predstaviti, upam, da nismo predolgi. Pa smo pa povabil kakšen komentar o vprašanju, je bila ta, če se mogoče malo samo ponovim, da je to spustil eno krivico, da je treba za odpuščanje doživeti krivico, si jo pustiti, začutiti, kako globoka je bila, kot jo je nekdo naredil. Ne jo kar odpisati, ne se kar delati močnega, če nisi. Ne kar se odpuščati, samo zato, ker je nekdo rekel, ker je to zdaj ena zapoved, ker ne bo šlo. Ti si še vedno zagrenjen lahko noter. In to ljudje okoli tebe bodo čutili, da nisi to naredil iz ene odrešenosti. Zato moraš na tej poti, dobro, smo rekli varnost, poskrbeti zase, se umakniti, če je treba, zato da se už nehal bati storilca. To je prvo. Potem boš pa malo razmislil o tem, kaj ti si vse zgubil, kaj ti je bilo prizadeto, boš probal kaj popraviti, se nekako rehabilitirati, tudi to ni prepovedano. Tudi to je dovolj. Ne moraš zdaj, kad trebaš hoditi okoli, pa reči, pa jaz to odpuščam. Ne, ti se postav na noge. Ko boš pa na varnem, boš pa lahko začel razmišljati dobro, ker tole zamera pa sovraštvo, ali pa en tak krivica, ki se ti je zgodila, tudi če takole smo rekli, si zdaj na varnem, človeka ni več, umrl je, te zlorabil, ne vem kaj groziti je naredil, zdaj pa umrl, ampak v tebi še vedno živi ta krivica. Ti si na varnem, ne bo ti več nič hudega naredil. Vojna je za tabo, kar se je zgodilo, ampak ti še vedno živiš s tem občutkom jeze. In takrat je čas pa za odpuščanje. Ko opaziš, da zdaj sem pa na varnem, zdaj pa to mimo, ampak mene še vedno boli, mene še vedno jezi. To je ena največjih spodbud za v bistvu odpuščanje je to, da je težko živeti z občutkom krivice. To ni svobodno življenje, to ni odrešeno življenje. Tudi tako pravijo, zdravstveno, ljudje, ki so doživeli krivice in so stalno not kuhajo jezo, imajo kup enih bolezni. Že to bi bila ena spodbuda za nas, da rečemo, a ni to en znak, da je nekaj narobe. S krivico, z očitki je težko živeti, zakaj? Ker to v našem telesu povzroča alarm. Ti si skozi mečkano bolj napet, bolj pod stresom, kot bi bilo treba. In naš telo zaradi tega trpi. Trpi tudi duša, pa vse je mogoče, ampak tudi telo trpi, ne rab tega alarma. Tako da enkrat je en profesor rekel, jaz sem predlagal takim ljudem, ki so bili prizadeti, ali jih je mož prevaral, ali ne vem, kaj je bilo, je rekel, jaz si mislim, če bi ga posadil v sobo tega človeka, pa bi mu rekel, glej, daj sem nekaj razmislil o odpuščanju. Ni treba odpustiti, samo razmisli. Je rekel, vsak bi se malo sprostil. Zato, ker je ta teža, zato, ker jeza je teža. Jeza te naredi napetega, aktivira mišice, skozi moraš biti na preži, kaj bo še ta krivica. Vsaka drobna stvar te spomne na krivico. Če te sosed podaril gost, sam da bo en omenil gost, se boš zagrenil, se boš napel. In to je breme. In zdaj razmišljati o odpuščanju takrat pomeni, to je bilo pa fajn. Krivice ne moramo popraviti, ne moramo izbrisati, ampak odpustiti bi bilo pa, to bilo pa zanimivo. Ker pa bi zaživel svobodno. Pa bi bil pa res. Tako da to je ena močna spodbuda. Je ta, rekel že, da življenje v jezi, zameri je težko. In to se pozna. To se pozna v družini, če ste imeli koga, ki je iz vojne prišel poln enih zamer. Namesto da bi bil vesel svojih otrok, jim je pa začel govoriti svoje zgodbe in jih je
In preganjal, če so bili preveč glasni, pa če so bili preveč veseli, je rekel, kva ste veseli, In sploh ni vedel, da se iz te svoje zagrenjenosti v bistvu spremenil tudi ono enega, ki je povzročil drugim krivico. Iz svoje krivice je povzročil drugim, ker je bil toliko zagrenjen. Tako da odpuščanje to, zdaj, če gremo pa res na to, kar Sveto pismo pravi, odpuščati 70krat, 7krat, skozi odpuščati, pomeni samo to, stalno pazi, da se v tebi ne nabira ta teža jeze, zagrenjenosti, užaljenosti in stalno pejti v ta proces poglabljanja v to krivico, potem v krivico, ki si jo ti počel, eno tako tolažbo, če si jo dobil takrat, eno nezasluženo tolažbo, eno nezasluženo odpuščanje, boš pa mogoče lažje odpustil.